Zdaj pa smo jo že. Lahko sem povem, kako sem failal, kako bom failal. Okay. Sej to gre pred 8. marcem ven, ne? Ja. To je najslabši. A mi kar pošljemo samo prijavo za bodečo nežo? Ali? Po mojem. Jaz mislim. To je res tako. Alan Koman, povej več. Ja, dobesedno. A si ženi kupil burkini? Ni daleč stran. Ni daleč stran. Kaj si naredil? Pač zanj sem poslušal, veš, kaj si ti nam dal te... Daj mi mikrofon, da bo sodišče. Kaj moj vodkomočkam? Ali lahko samo gibam, kaj bo rekel? Da jo je prepričal, da je na njega prepisala svojo volilno pravico. No, da ga povej, pusti ga, da povem. Se pravi, jaz sem pač zanj si ti nam dal te ali, ne, ki so mu izbili oški, pa rit, ne? A se spomniš to? Je to slab začetek? Ja, ne vem, kaj je bilo v plačljivem delu. Ja, to je bilo plačljivo. Tam delamo packarije. Ja, to je bilo plačljivo delo. V plačljivem delu je bilo. Vse to je dober teaser. Ja, to je dober teaser. Ja, smo delali ta TikTok trend. Če hočete se z mano zdaj poistovetati. Glavnem. In poslušal sem pol še nedolgo tega zdaj opazovalnico, kjer je bilo to noter. Ja. Se res smejal. In se mi zdelo, super ideja. O ne. Jaz sem se kar naježil. O ne. V ponedeljek smo pa snemali oddajo nedeljsko popoldne za 8. marc. Ki gre ven za 8. marc. Okay. In sem naredil en tak pač isto to igro za ženske. Kaj imate rajša? Kaj si pa rekel? Pa ne meni se ni zdaj nič tako. Bilo je za uno kroglo mizo, za un del, ki je kao debata. Kdo pa je bil gost? Goste so bile... Grozen je bil. Jaz sem bil, ko sem šel dan, sem bil, fuck me, a je to konc? A je to konc, Jožef Trbežnik? Ok, kot TV voditla. Mogoče ne, mogoče Planet, Nova, bo še sprejemal. Glavnem, in neč dal sem, bile so Urška Vuček, veš tako je Urška Vuček? Ja. V TV-ški rej. Tako, in koliko je to? Plesala je tudi Zvezde plešejo, je bila dobra. Taka glasna Ptujčanka. Ona je bila super in je sodelovala pri vsaki stvari ful močno. Bila je Maja Martina Merljak, ki je bila ves čas, kaj mi tukaj delamo. To je slab znak zate. Ja. To je ona. Okay. Bila je Romana Krančan. Nova predstava, kako je mravljica postala huda. Tako. Okay. Ki je, njen sin mi je by the way prej, ki je imel nastop, pa je plesal, sem vprašal, imaš še na svet, da bi jaz to tako plesal, kot ti, ker se zdi, da si res v trenutku rekel, ja moraš sprostiti anus. Ti si res, a si ti, a mi kar gremo danes, pa pustimo, pa je to epizoda. A je to epizoda? Kaj je vse narobe? Čakaj, Anže, prvič v življenju, sprosti Janus, prosim. Školiko je life lepši? Jaz sem sprosto Janez. Ker je Janus bil včas, Janus? Ne. Z Anusom je sprostil. Način bolje. In jaz sem te besede... Zdaj pa četrta? Jaz sem vse četrta Bernarda. Okay. Jaz sem vse te besede preveril in z ženo, in z Bernardo, in z urednico, in vse je bilo kul. No, pa v redu. Ampak pokaj smo pa mi to začeli in so oni začeli debatirati. In Maja Martina Merljak zraven mene in skus, kaj mi delamo? In pa sem se v eni točki stopil v smislu, da ja, očitno nomen kamer prišli, a veš, nekako tako, zelo ostali vse v nekem trenutku. Na sred, čist dober namen sem bil, da se daš, da imamo In Tomo zdaj že 3 dni trepeta, da je bil njegov nastop v Milijonarju najhujša stvar na slovenskem TV-ju ta teden. In potem Joco pride nesebično, Anže, primi moje pivo. Hold my beer, točno to. In bi rekel, da je vse skupaj šlo v en tak kisel voditelj z zelo slabim načrtom, za kako smo pogovarjali o 8. marcu. Ni več smešen. Prej je bilo smešen, zdaj pa ni več. V glavnem, to, kar je pici za goloba, bom jaz za 8. marc. Ali bo 8. marc zate?
Meni je pa tako prevesel mi je. Zdaj sem tako, zdaj me je pa strah za zdaj. Ampak, a ste pogruntali, kad ni povedal, kje je beseda, so zato da kaj si pa dal? Ni bilo to grozen, Ne obvisi, da v tebi gleda na sklončen. Ja, da bo Sej imate na ta RTV. Ampak koliko si pa tako, sam to vprašam. Tam so le pač ti pa 4 ženske in se ful pogovarjali, a si jih prav preglasil, si šel čez njih, ker si bil, da bomo se zmenili. A koliko bed je bilo resno, to me zanima. Kaj si zdaj tako predstavljal? Koliko je tvoj ta notranji paničar? Ja, tako je. Notranji paničar je bil zelo glasen. Koliko je bil anus nesprošljen na tisti točki? Koliko je bil anus stisnen? Rep je bil... Diamantak bi lahko vam padel. Razpad sistema, sem to hvala res za ta koncept. Ne gledam TikToka, sem zato, da ne bi šli na začel. In pol mi ti pripeleš. Jaz sem sam naprej pel. No, v glavnem... To mi če tako, če jaz tam imel karijere na TV, je noben ne bo imel. Zdaj si predstavljam, kad to očitno je trend, ki ga je treba naprej pelati, kad bo leti Bernarda na kosilo k nekim prijateljem, pa Joce je nekaj pokazal, se bomo šli. Ne, mene bolj mi je ta moment cool, da je pač celo verigo vemo. Začel se je od doba barve, pa je bil pa obritak in zdaj na nacionalki. In zdaj uničuje oddaje. Ko zlapapta metul. Se ruši oddaje. Meni je edina stvar, ki mi je še bolj hecna, da bi recimo Joco zdaj mogel nekje zagovarjati v eni pisarni. Jaz že cel od ponedeljka do danes imam v glav, kaj bom rekel na sestanku. Pri direktorci. Dobro, si imam skozi. Ne, vi ne razumete, to je TikTok, to je ena aplikacija. Na telefonu. Ja, na telefonu. Aha, telefon. Ne na žici. Ne upam sploh tega reči. Zdajle. Torej, koliko je bil včas v kinu pred predstavo filmski obzornik? Ja, neki tacga. Ja, prav tako, veš, da bom, če sem dober hotel. To so tudi v Jurassic Parku rekli. Jaz sem dobro hotel. Good intentions. Ne? Kaj je že to? Z dobrimi nameni je... Pot v pekel je tlakovano z dobrimi nameni. To ima prečat ful dober v Eriku, ko grejo v pekel in pa zna vsakmu tlakovcu je nov izgovor. Ne, pa jaz sem mislil, da bo v redu. Sem dober, sem ti hotel. Ja, škaj moj, pa se jaz doma se do svoje žene se čisto ok obnašam. Jaz sem že rože kupil. Enkrat na leto, takrat ga moraš. Mislim, sicer jih je morala jeti sama iskati na pošto, ampak kdo je dal kartico? Jaz sem prepričan, da ti delaš bigger deal, kot je. Verjetno na kameri izpade čisto ok, sam pač spade sam poprečno. Verjetno. Jaz imam eno kontra v temu, kar si zdaj stare rekel. Ker jaz sem imel resmo moj nastop v Milijonarju v zelo slabi luči v glavi, pa sem pa gledal še enkrat, pa sem imel prav. Ni bilo tega, da. Ja, pozab pa sem jaz rekel. Verjetno je slabš. Ni bilo tako, da sem gledal, tako pa dobro, vse v bistvu. Včeraj sem bila žena na kosilu, pa en gospod, pač en penzionist, pa vi ste pa dober voditelj. Evo. In sem rekel, sem ne gledal ta teden. Sam prosim ne gledal, ta teden včeraj smo snemali, ne gledal. In je rekel, no, se zato, ker ste tako samokritičen. Sem rekel, to sem rabo. Gledava publika zelo pozna, stari moj. To je pa... Ja, lepo. Ja, kulno, se pravi, bomo gledali, ne? Ja, jaz mislim, da nujno. Če sem spomnil, dal link še. Jaz ker gruntam, da jutri ne bi šel na Wu-Tange, zato da nam pozabo gledati. Lahko izrežete ven. Jaz sem rekel na konc, pa mislim, da gre še noter, a mu to še enkrat bo snel. Pa nikoli ne omenjamo, če smo, da nismo uživali. Ja. Ok. Je nač, dobrodošli v 35. epizodi. Od naslednjega tedna edini medijski izpostavi Jožeta Robežnika. Ja, točno to. Dajte podpreti Jože, vse, kar ima je tole. Aparatus.si poželjnica podpri, lahko podprete in slište TikTok trend, ne razložim, ker to včasih ljudje vprašajo, če se naročiš recimo danes, dobiš feed, kjer so vse te stare epizode noter, se ga greš lahko za nazaj poslušati,
Čarobni penis za začetek, lahko greš poslušati vse te gobe, ki smo jih imeli v tem modelu. Vse lahko za nazaj poslušaš, kot da v bistvu dobiš na nek način nov content. Ne? Ja, če to narediš. Sprav še enkrat, aparatus.si pošiljnica podpri. Pridite tudi v Discord, kjer moram reči, da tudi kanal, če veš, kaj mislim, vedno bolj živi. Stare se odziva predvsem. No, to je imamo zdaj Lego podobe, dobivamo. Lego, ti se res dobro reči. Nisem hotel reči, ampak kako narediš Lego tam manjšega? Je to po moje pol naredi, ne? A v postu? Postu, tiste post po moje. Ne. On ima doma 3D printer. Imaš otroške figurice. Fuck you. In so kraj. To bilo zase zadržal. Če sem te vprašal, ne hočeš vedeti. Ne bijaš. Mehno figurico imaš. Ta klasičen minifigur manjš. Jože, jaz se ti v imenu občestva. Cele Slovenije se ti opravičujem. To je pa kar noro. Ja. Dobre, to se pravi za Anga je pol vzel. Ja. Okay. To je pa kar next level. Ampak je ful dobro naredil. Naredil nas je v Lego obliki. Brko Havaja, bom dal v zapiske profil Instagram, pejte pogledat. Pa dejte nam te gobe, lepo prosim, če greste na aparatus.si pošiljnica, kaj mislim, je tam obrazec, dejte nam te gobe, ker to je zdaj moj slogan, brez vas ni nas. Yeah. To je Alan Partridge. V glavnem, zdaj gremo pa na prvo te gobo, če dovolite. To ni bilo. Ki bo bleda, karkoli je, bo bledo proti temu introtu. Meni hodo, da tudi režati nismo probali. Ne moramo. Nerešljivo. Dragi možganski mogoci, tole piše Jutranjik, klicaj. Ne bom ovinkaril z leporečenjem in prešel kar k bistvu. Vsak dan se peljem z vlakom v službo. Da ne bo kašnega govora o ekologiji, postolnoctare in podobno. Naprej povem, da to nima veze s tem. Razlog je čist drugje, skrbim za prometno varnost. To delam zgolj zato, ker zjutraj precej traja, da pridem k sebi in sam sebi ne zaupam volana pred 9 zjutraj. Okay, a to pomeni, da ga do 3 zjutraj pije? Ja. In da še ni pač promilno dosta prikrajšan, da bi lahko sedel za volan. To je zelo slovenska interpretacija tega. Lahko imaš sam nizek pritisk, pa se ne more zjutraj zbuditi. Bergant je isti. Moj problem pa je v tem, da pogosto zjutraj na vlaku k meni prisede bežni znanec, ki se fur rad pogovarja. Jaz pa rad jutrajno furo izkoristim, da še malo podkožno razmislim. To se mi še zdi, če veš, kaj mislim. Poudarjam, da gre za bežnega znanca, torej nima ravno tem za 5 dni na teden, vsak teden. Bolj je ta bullshit tok, vreme, kaj si delal čez vikend, kako žena, otroci, vsekakor nepotrebno za moje jutranje možgane. Sedaj pa, dragi podcast kolegi, kaj naj naredim? Naj mu povem, da mi se ne da zjutraj pogovarjati ali naj se usedem na povsem drug konec vlaka. Poskusil sem dvoje, šel sem na en vlak kasneje in spet se je pojavil tam. Poglej, če imaš kakšen RTG v ruzaku. Delal sem se, da spim, pa je vseeno prisedel in me pozdravil. To je kar slabo. To je psihopatsko. Ali sem pravzaprav nesramen in bi moral biti vesel, da se želi pogovarjati z mano. Držite se še in naprej rešujte težave nas navadnih smrtnikov, Jutranjik. Ne? Zdaj pa kva. Najbolj očitno je to pač, da hod na Intercity, pa da si kup za prvi razred karto. Pa je to toliko loče. Koliko je razlika? Nimam pojma. Koliko pa je to, mora biti kar jaz bi to plačal. Bi plačal. Ja. Tam imaš po mojem bolj zid. Mi smo zdaj, ko smo šli čez zimske počitnice v Rim, smo šli s Frečaroso in sem rekel, 6 ur na vlaku, dajmo se malo stegati, konec koncev hvala ljudem, ki podpirate ta podcast. In business class, se pravi, ne unta najhujši, ampak se pravi, v širini vagona so 3 jezici, 2, prehod pol 1, se pravi, ni 2-2, ampak tako, mizica vmes, ki se jo lahko še celo malo zloži, če imaš več trebuha, kaj jaz, ampak tudi z raztegneno se je dali sedeti, prinesajo ti kavo, prinesajo ti sendvičke, piškotke, z vinom grejo okoli, če bi kdo. Shut up and take my money. Kaj je pa razlika res? Razlika mislim, da je bila, se pravi, tako da smo dali v eno smer 200 za 3 ljudi, drugače bilo pa okoli 120, 130, nekaj takega. Mislim, še zmeraj še enkrat, pač več kot enkrat z nekaj z avionom. Mal dal, ampak bolj na komod. Ja, hudo.
No, ampak, ne začne v Rimu delati. Kako bi izkušnjo iz najbolj znanega italijanskega vlaka prenesel na slovenske železnice? Pa ne, da bomo sam bešali slovenske železnice, sam se jih res da bešati. Danes na Blue Sky je bila neka debata, ko so se pogovarjali, da si ljudje želijo, kam bi šli potovati železnica, čez Sibirijo 9 dni, pa nekaj. Mislim, da je Zor se rekel, lagraš pa to 14-dnevno turo od Murske Sobote do Kopra. Glih to sem hotel reči, se pravi, hočeš reči, da italijanske železnice so boljše kot slovenske železnice. Štimajo. Ta vlak, jaz sem tudi same dobre stvari. Pripeleš se vlak na peronu, imaš ti ekrančke in na vsakmu ekranu se ti par minut prej pokaže, kjer vagon bo kje parkiran. Tako da ti že prej lahko greš par minut, ko vidiš, v kjermu vagonu si in se sprehodiš in tam čakaš, da ni pol panike. Jaz sem še enkrat v Berlinu na vlak in sem prišel na peron. Si se zbudil v Potsdamu. In je bila ura recimo 14:45 in je bil nek vlak tam, ki ne bi prišel ob 14:45. In se vsem sem rekel, dokler bo ta odpelil, mora še moj pridat. In tam sedim in oni že zaključujejo, pa jaz tako gledam, a je to moj? In tako eno vprašam, a je to ta vlak? Puna, ja, pa je zovak, in sem pa komi sem gor vršil, ker sem bil podzavestno navajen, da ni šans, da je malo prej vlak dejansko na peronu. Recimo, jaz sploh nisem bil zdaj na vlaku, sem sam šel gledati, da bi najdel ceno za prvi razred, pa sem zgubil pol life zdaj. Sem te gledal v obraz, postaral si se. Jaz ne vem, kva se je zgodilo. Jaz sem šel noter, vi ste nekaj govorili, probal sem najdeti, brsko sem po njihovi strani, cenik, ni cenika, tam kaj mi piše cenik, pa sam imam nek blackout, da sem pa tle. Yes. What the fuck? Kako ne se človek losa človeka? Dajmo se raje sredotočiti na dejansko podobo. To je vedno opcija. A ga moramo mogoče mu reči, a te malo na stranišče tiši? Ja, v stranišču pstiš truplo. To je res, ampak kašen folk prisede pa pozdrav, če se delaš, jaz bi tukaj šel, jaz sem veden, da se delaš, da kinkaš, to je prvo. Če zares kinka? Ja, jaz mislim, če zares kinkaš, si ok, če pa... Malo me žikaš. Ja, to je bolj tako. Tako kot ti med vodenjem pogovora. Tako, ja. Ali. Okay. Če veš, kaj mislim. Ja, a sem rekel, kdaj, če veš? Ne, nisem. V glavnem, ne, jaz mislim, da bi, kaj pa če kar, recimo, on pravi, da nima z njim tem, ne? Ja. Ponavadi take ljudi, recimo, če bi jaz bi se, z enimi bi se pogovarjal, recimo, o kolesih, ne? Ja. Ampak ne na splošno. Pač, okay, neko mojo temo, da hodil sem dati primere. Ja. In recimo, če bi Sašo se z mano pogovarjal, here we go. Bi mu jaz začel, bi se hodil z mano pogovarjati, jaz bi mu pa začel, zdaj sem en kolo gledal, veš. Ja. In bi mu razlagal nekaj, kar njega ne zanima. Sem vedel, da bo to poanta. Ja. Mislim, pač nek moj, ne kolesa. Tvoja taktika bi torej bila, da se s tem človekom pogovarja nekaj, kar on ga izrecno ne zanima? Ne, jaz bi rekel, nekaj, kar tebe ultra zanima. Enkrat se spomnim, sem bral en članek, da so delali eksperiment, da ni small talka na zabavah, na teh dinner partijih, oziroma za eksperiment je bil resni dinner partij, kako? Soare. Ne, soare, ja. Tako je po slovenski. Ja, soareja je to večerno druženje. No, ampak da je party, kjer moraš biti točen in kjer se ni small talka. Priješ, zanj sem bral o neki teoriji strun, pa sem se spraševal, da takoj uletiš s tem. A je zato Brian May najboljši fizik? Recimo, ne? Ampak začneš z neko tezo in takoj razlagaš to, kar te zanima. In jaz bi sam tukaj rekel, ti ne rabiš zares obvladati teorije strun. Lahko sploh ne veš, kaj to je. Ampak sam na all-in nakladaš karkoli. Sam, da ni boring. Ampak je taktika to, da ta človek obupa? Ne, tako je, da govoriš o tem, kar tebe zanima. Ja, ti si sam tako, pogovarja se... Pogovor se prilagodiš. Ali pa rečeš, veš, kaj si kdaj glih med tem, da bi spal, pa ne bi spal. Ne veš, čisto točno, bi govoril ali ne bi govoril, jaz sem zdaj tam. Malo mi je megli, malo več kot da čisto malo megli, malo se mi oči zapira, zdaj, kad tebe gledam, pa kad nekaj govoriš, še bolj ratujem za span. In pa zato je to, ti še kar gor. Samo mačka malo podiham, čisto tako ja. In pa začneš spati. Delaš točno to, kar hočeš delati. Ja. Zdaj pa,
Mogoče je on glede na to, kako prihaja do njega, pa kako ga očitno stoka, ker gre na naslednji vlak, kaj čakal, ker meni se zdaj gledal tam na železniški postaji, meni vagonov je laufal in rekel, ne, ni ga, in je šel dol in počakal na naslednjega. Če to ne bo deloval, ne pa začne vanga vrtati. Ne pa, čakaj, kaj bo zanč? Sem slišal, da je zdaj sosed, da vam je res šel preštihati gredice. Kako sta kaj ženo? Kako sta kaj ženo? A prostata še zmer dela probleme? Drugač, jaz zmer to naredim, kar je Jože rekel, nekako na eno tematiko, ki je meni zanimivo, ker pač v vremenu se ne bom pogovarjal. Spralejo kot se. Ne, do Lego kockov se nimam toliko za pogovarjati. O čem se pa imaš, stare? Ajde, da slišimo. En primer, da je. Dajmo biti samo malo tih. No, kaj pa to? Mislim, to je zelo inovativen pristop k podcastu. Mogoče pa folk sam rab biti tih skupaj. Ja, fakt. Zavzaš podcast, zdaj pa malo tih. Zdaj pa malo tih, pa je 5 minut. Jaz sem še zmerkle. Sam lej, ljudje, če si sam pa tih, se ljudje počutijo osamljene. Če si pa skupaj z ljudmi pa tih, je pa ta občutek skupnosti še zmeraj. Ampak kaj, a mu poveš to? A mu rečeš to? Ne rečem tih. Ne, pač tematika me zanima, ne vem, včasih pač se hočeš o čem pogovarjati, ne vem, kaj ti rečem. Pač karkoli sem že razmišljal, probam nekako furati v pogovor, pa dajmo se o tem pogovarjati. Ali pa če kaj zanimivega reče, ponovadi ljudje rečejo kaj zanimivega, tako da sploh ne mislim, da mim grede rečejo, pa nekaj druga govorijo. Se na ti so besaš. Ja, gremo na to. Več o tem, prosim. Več o tem, to me zanima. Jaz mislim, da ta govor je bolj tako enostaven, kako se losa tega modela. Veš, kaj pa če se da preprosto slušalke gor, pa ga sam gleda? Ja. On ga ogovarja, on ga pa sam tako... Poslušam, če veš, kaj mislim, ne morem se pogovarjati. Plačal sem 5 evrov in sorry, ne morem zdaj tebe poslušati, ker... Sem dolžan. Jaz mislim, da je ključno tukaj, da je jutranjik nekako, mislim, ne morem nam povedati, nažalost, koliko šupak hočeš izpadati. Ja. Ker problem preznebiti se ljudi je, da če probaš biti ful preveč prijazen, to ne deluje najboljš. Če si pa pripravljen biti malo nesramen, ali pa vse malo iskren, direkten je mogoče to, ampak ljudje direktnost hitro vzamejo za nesramnost lahko, ne? To je moja izkušnja. Ja. Veliko ljudi je bilo iskrenih s tabo glede milijonarja. Res je, stare. Indirektnih. Zelo direktnih. Zelo direktnih. Ampak novem pa nesramen. Začuda uverd, Tako da, če se losaš tega človeka, mislim, če hočeš biti prijazen, pač probi narediti, da je pogovor te popric, da ti je zanimiv, da se nekaj dogaja, mogoče ti proba rešiti, za šiht moram narediti to pa to, aby mi pomagal brainstorm, ne vem, a ne? Ja, okay. Take stvari. Če pa ti ni problem biti, moja teorija je, pa nisem še testiral, da če nekoga klofnaš, pa se pa pretvarjaš, da ga nisi. Ga nisi. Ja, da bo on... Tu se pa ti gaslightaš človeka s šljivo, da se ga nisi dotaknil. Ne, klofnaš, ne udaraš. Klofnaš, ampak pa na sredi stavka. To ni udaraš. Čak. Ne, če se ne poznaš. Starej je rekel, da je biti slep is not a hit. Dokler je dlan odprta, ni nasilje. Ja, ne vem. Dokler je udarc pravilno izveden. Ne, hočem reči... Povej več. Klofuta boli manjka pesna, ne? To je razlika. O moj bog. Aj to naslov. Ja. Kaj hočem reči? To je klip. To je klip. Na 8. marec promo. Kaj ima 8. marec? Ne, datum. Ja, inštitut. Datum. Oboje. Na 8. marec bomo ta klip dal ven. Dal spolno. Naročite se na podcast. Klofuta boli manj kot, kaj si rekel, udarec. In bolj od to, kar razlaga, kako se pogovarjajo 4 ženske. Ok, kaj sem hotel reči? Če se ti z nekom pogovarjaš, pa ti najeda. Ne, stare, dejma. Povej. Se vemo, no. Se v varni družbi. Se razumemo. Kdo pa zvedel? Ja, no da povej. Če bi hotel te širiti to miselnost, bi šel v enega od mnogih podcastov. To je res. So tukaj, zato nas sprašujejo vprašanja. In zato, mislim, vse včasih, a veš ne. Ne, hočem reči, da če ti nekdo najeda, moja teorija je, da če ti normalno govoriš z njim, normalno, prijazno govoriš, pa sam enega, sam en šamar, pa naprej govoriš, kot da se nič ni zgodil, da bo model mislil, da si je domislil vse skupaj. To je kar genius. Ja. In pa naslednjič spet. In če je zraven tebe, če bi bil Joco zraven, ključno je,
da imaš pričo, ki te potrdi. Ja, da on reče, da sem normalno sem našel, da je to, Kaj je vse normalno? da je to normalno. In bo človek mislil, da si je izmislil klofuto. Ja, sam veš kaj, ta načrt ima eno luknjo, ne? To pomeni, da se mora ta jutrnik potem še z nekom drugim pogovarjati, da ga prepriča v ta načrt. Ne? Vse je že eno enkrat vzame sabo, ne? Ja. Da sta pajdaša. Drugač pa nesramen bo nazaj, po moje. Ne, ja, nesramen bo. Ja. Jaz mislim, da ne rabi biti nesramen, samo iskren. Oprosti. Ful se ne bi pogovarjal. To sem jaz že rekel ljudem. On je to rekel, ne? A naj mu povem, da se mi ne da in se usedem, ali naj se usedem. Jaz bi rekel. Kaj pa, pazi to, on je rekel, da bi rad podkožno razmislil, to je zune risanke, ki sta bila Jaja Papaja. Jaja in Paja. Je fotor še, mislim, Ata še Dedek Bedenko podkožno razmislil. In kaj, če bi si on dal to, kar dobiš na avionu za spat, za čez oči, sem da si s flomastrom gor, ali pa ne vem, nekako napiše ne moti. Pa njegov ime. Ja. Ne moti, ja, Brane. Brane. Ne moti. In pa vsi na vlaku, ki niso Brane, jaz bi te pa... Sorry, jaz nisem Brane. Ampak to je ta poanta, pač mir na javnem prevozu, pač, ali pa v taksiju, kar obstaja stvar na to temo. Smo pa kar malo bedaki, ker najbolj očitno smo pravzaprav spustili. Kaj? Da se preseli. Da ni treba na bližje, ja, da ni treba na ne, lahko da samo drugo smer. Spravo, da ni na isti trasi. Če rečemo, če on s Kamenka se preseli v Ilirsko Bistrico. Da v drugo smer. Ali pa reč, vsakič bo rešila en problem. Malo mini think tank si narediš, med tem, ko se voziš. Vsakeč bo rešila en problem. Danes slovensko zdravstvo. A veš, ne? In da je to rešiti, če vidva rešita slovensko zdravstvo na vlaku. Kdo ga bo? Kdo ga bo, če ne bo storil? Ali pa sam začneš v politiki govoriti non-stop. Fakt, to je dobro. Non-stop. Prvo zveš, koga on podpira, in pa greš po kontrasmer, da jaz sem pa bolj za, veš. Jaz sem pa bolj za resnico. Ja, točno to. Zdaj pa moja resnica, čeprav lahko je ta, ki sledi človeku na vlaku, ta najbolj za resnico. Mislim, to je kar weird, da se zmerih njemu usede. Mislim, on misli, da sta frenda. Ja. Ti praviš, da sta znanca, bežni znanec, on je pa tako, moj friend je spet le, kako kul, da lahko vsak dan grem na šiht z vlakom, z mojim best friendom. Mafine mu speče. Ja, ne, ampak to je res, odnosa sta drugače percepirana. No? Ja, zelo drugače. Prvi ste slišali avtocenzuro od incidenta vse bo drugače. Od zdaj bo vse drugače. Pol manj bomo slišali. Kaj pa če zato, da bi bil svet lepši, da bi bilo manj vojn pa vsega, recimo, bi mogel sam to sprejeti tega, ki pride, ki hoče biti tvoj prijatelj. Ja. Kaj pa če je to? Kaj pa če, ne vem. Ja. Razširi svoj krog zaupanja. Ne samo to, kar naenkrat prid k meni domov, prid na večerjo. Če bi Trump... Daj greš iz šihta, greva nazaj skupaj. Zakaj se mi da dobivajo samo na vlaku? Ja. Dajmo se dobiti, če... Pri tebi doma. Ja, doma, ja. Ali pa v savni. Ok, nisem čist dobro razmislil, vidim do konca. Ja. A je žena doma v tork? A greš v steno malo brez majčke? Zdaj sem slišal, kako se boljš pleše. Ti bom pokazal. Psihologa sabo prepelaš. A veš, kako se boljš pleše? Psihologa sabo prepelaš, da medira. Mediator. Un sedi, ta pride, se začne naboga, pa kar enkrat tretji človek uleti. Pa tako, Brane, poslušaj. Jutranjik je plačal za mediacijo. Mediacijo. Enkrat na lahko maksimalno pristopiš do njega, če se sreča pa na vladu. Spet je app. Mediator, ja. Unka dela ločitve. Dela še to popoldne, zmedira, tako enkrat na teden se lahko pogovarjava. Ali sta oba za, ima printer sabo. Ja. Sprinta, od rezervanska. Vse to ne bo, zdaj imaš te sprinterčke za račune. In sam podpišeta v redu pogodba. Enkrat na teden, tole so tematike, ne pogovarjamo se o vremenu. Ne se ni treba tako daleč. Potrpiš, en dan potrpiš. Če imaš že pogodbo, imaš opcijo več členov. Ne, ampak če ta drugi dan, ko pride, pa se vidita sam z očmi, pa tako. Škoda. Kaj si pa podpisal? Torek sva že. Ta teden, pa naslednji teden, ne. Žal, ne da se pred njim. To je najboljša. Imamo rešeno.
Ni zakaj, gremo na drugo tegobo. Oh, moj bog. Lactobacillus thermophilus, živijo. Zelo rada imam jogurt, kdo ga nima, ker si želim biti ekološka, ga kupujem v čim večji embalaži. Ljudje z laktozno intoleranco, drugače. Ja, okay. Recimo. Ja. Stare se že javlja. Ja. Imam tablete. Mislim, da to je ena zadeva, ki je v jogurtu noter. Zato je. Ja, tako sem. Jaz sem sklepal. Jaz sem mislil, da ne razumeš. Ne, samo težko je prebrati. Okay. Pa sem tebi vse malo težko prebrati. Vidim, kako cenaš. Če bi bilo to na milijonarju obvedo, v glavnem ga kupujem v čim večji embalaži, ker ga doma porabimo res veliko. Vsi pa vemo, da na flaši vedno ostane ena kaplja jogurta, ki je nikakor nočeš kar ignorirati in zapreti zamaška, ker se vse razmaše. Zasuši in sčasoma postane res ogabno. Ja. Sama to kapljo, zdaj smo pa pri ocotu, sama to kapljo vedno obliznem. Veš, da jaz tudi. Sorry, Jože. Ja, ti jo tudi. Ja. Očak, prijemo, dajmo do konca, boš pa razložil. Ker se mi doma ne zdi niti najmanj sporno, pride pa do problema, kadar si jogurt delim z nedomačimi. Zdaj smo najdeli, to je ta novi Joco, ki ne dela več problemov. Joco 2.0. Nočo, šuje čez ta gauntlet. Okay. Na dopustu za razširjeno družbo v pisarni ali pa kot domači jogurt ponudim gostom. Kaj narediti? Obrišem kapljo s prstom, ki je mogoče v tistem trenutku še bolj umazan kot moj jezik. Okay. Kje je bil ta prst? Kje je bil jezik? Kje je bil jezik, Joca? Ja. Mogoče ste sam poskrbeli za sproščen ples. Ja, obliznem in se delam, da ni nič. Ne prejmo naprej. Problem nastane, ko sem zamišljena in nezavedno že obliznem. Ja. Potem pa se zavem, da je jogurt skupen in sprašujem, kako in če sploh naj zdaj o tem obvestim sopra. Ne jim povedati. A lahko malo sam razčistimo, a je to vprašanje o jogurtu ali o orgijah? Ja. A ste to cimri skupaj? Ne povedati. Definitivno ne. To je isto, če prevaral sem ali pa prevarala sem ali naj povem ne. Bog ne dej, ne povedati. Okay, kar je Jože rekel, ampak sam rekel, to ni isto. Če obližaš jogurt, ni isto kot varal sem. V Jočotovi sferi, jaz mislim, da je obližaš. Več se že ne da. Jaz mislim, da to lahko imenujemo kar Jocosfera. Računati more. Kaj more? Računati more. Zanj sem zvedel od Aleša, ne vem, zakaj je to vedel. Oblizni jogurt. Ne, v Franciji na Balanci ima eno foro, ki ti reče se ljubica, ki kupaš Red Bull, pa ti pa kelnerca pred tavo šlukne tvoj Red Bull, pa ti pa to, kar je spila noter, dolije alkohola. In temu se reče ljubica. In to stane... Ona spije. Da zlije ven 0,5, pač ga sama spije. Sama dan... In ona spije ven iz tvoje. In pol, ker se je ona dotaknila piksne. Stane več. Se baš. Ne. In veš, kaj mesi je najhuj? Zato, ker ne pol manj plačujo, kaj reče, se itak Red Bull dobiš. Ja, se vesel 8. marca. Obstaja. Jaz prav razumem. Nič nimamo z 8. marcem. Ker ne vem, če prav razumem. Če ženska hoče prodajati takole slino naokolo, jo lahko, nekaj. To je res, to je res. Glede na to, da... Tomo. Glede na to, da je bilo v Franciji včasih tudi zelo veliko, ne vem, kako je zdaj, mislim, da sem takrat hodil, ampak je bila pretežno ženska družba. Se pravi, a je možnost pa tudi kontra, da ti kelner odpije, če si stranka, drugače diskriminacija. Ti poveš, kaj želiš. Legit več stane. Ja. Dejansko več, to je pa Vse tako 1 evro, ali kaj bo, če si pijan ti. Sorry, bogat, jaz mislim, že 20 centov. Odvisno, koliko so vredne te ustnice. V glavnem. Nimate na Instagramu Francija? Ne. Sorry, jaz tega nisem vedel. Meni dobro. Sprav računane. Vsakeč, ka... Od tiste noči z Godlerjem jim sledi. Meni je dobro. Sprav, ti si vedel za to? Ne. Skrino ne. Joce tiskaj mi recept prodal. Valjda ne poveš, da si oblizni. Ne poveš. Ali pa rečeš, dajte mi 1 evro, pa vam povem, da je oblizni. Ja, tako. A ti samo želiš, da zaračunati bi mogli to? Ja. Jaz sem poliznila, dajte denar ven. To je očitno
nek trg, ki ne obstaja. Jaz nisem vedel, da obstaja, ampak zgleda obstaja. In treba je enega umogu pomagati. V kapitalizmu smo. Ja. In to smo zbrali. Ja, to smo zbrali. Ja. To je ta Nintendo Blue Ocean strategija, ne? Kjer se vsi tepejo na enem delu trga, ti greš pa čist na neko. Ja. Neko področje, kjer ni nobene ribiške ladje še. To je to v bistvu. Ampak kako ti to predstaviš? A imaš dva jogurta, eden neobliznen, en obliznen, pa rečeš, lahko novega odprem, pa vam stočam, ali pa že odprtega, ki sem ga obliznila. Ona se sama odloči. Sama se odloči. Ja. In kako se počuti? A to pa kako pa to izgleda? Živijo, jaz bi pa jogurt. In kaj ona reče? Veš? Noč ne veš, danes imaš srečo. Danes imaš srečo. Jaz mislim, da. Danes imaš srečo, brez da sem si natakala in sem. Zdaj pa, tole je QR koda mojega flika. Ja. Predizpolnjenje znesek 1 evro. Ja. Ampak lahko popraviš. Odvisen, koliko je tole vredno, pa pokaže usta. Zdaj, za doplačilo lahko z notranje strani dulc obliznaš. Ja, pa so stopne. Če daš pa 5 evrov, jaz ne počutim več tako. Jaz sem 8. marec. Jaz sem malo zdaj. Mi smo prišli do meje jotosfere. Ne povedati, sploh ne, ignorirati. Lej, mi vsi verjamemo, tako cela prehrambena industrija temelji na tem, da mi verjamemo, da kar dobimo, ko nam nekdo to servira, je neoporečno. Razen, če naročiš ljubco. Razen, če naročiš ljubco. Ja, razen, če ljubco. Tam pa plačaš, tam plačaš, da veš. Ampak drugače pa ti plačaš za to, da ne veš. Predvidevaš, da je vse neoporečno. A je res? Ni. Ne. Ja, točno tako. Pretvarjamo se vsi, ne? Jaz se spomnim, da sem bil enkrat na nekem tem tečaju za gostinski lokal, da imaš lahko, ne? Ja. Na gostinski šoli. Ti režiš, izjemno živiš. Ja. In je tam Vedel je, da bo slego prej zajebal to. Ja, veš, se me boste, ne? So se mi vsi režali. Veš, nekdo more družinski posel prevzeti na koncu. Enkrat bo ven TikTok. Ja, in v glavnem, in je profesorca, ki je probala jed, je vedno vzela 2 žlički in eno je zajela. Zmeraj z tistim, kar je mešala, malo zajela in imela ekstra žličko, na katero je skapljala, tako da se ni nič dotaknila, kaj je jedla. A ti, ki doma kuhaš, imaš ta sistem? Ja. Ne. Mislim, jaz ga vzamem za probat zmeraj ekstra žlico. Ja. Aha, ok, pižamc, 1 od 4. In vabimo pa ljudi. Tudi se sam zase kuham to naredim. No, to je sploh bizar. To je tu nas ti joco, kaj do nas to stane? Kdo je kdo? Kakšno je tvoje mnenje o denarju? Jaz mislim, da ga je treba vlagati pa razprašiti. Čakaj malo. Joco, zreciteri nekaj od Pavla Knobla. O prcih je. O moj bog, a sem vaju res že toliko obužil. Zmaga. In to snimamo na nacionalni dan branja. To je edini influencer Pavla Knobla v Sloveniji. Naš prijatelj pižama. Z Jocom boš kaj rekel. Zgubil sem se. Se pravi, mi dejansko, čeprav razumem, smo dosegli konsens, pa lahko na to rečemo. Vsi pa vabimo ljudi k sebi domov na večerje prigrizke. Se pravi, absolutno vsi dobijo malo. Če bi da vedela, kaj je zuno flašo, rakije delam. Bodimo fair. Dej bodimo sam fair. Iskreni bodimo sami s sabo. A je kdo od nas že kdaj žuro kje? Ja. Pa ti je en dal en kozarc v roko? Tvoj si spil? Kao. A mislim... To se tipi ful lažje pogovarjamo, ne? Ja. To sem res dan strahu. Alo, nehaš vse na 8. marcu. Res ne. Ker jaz sem isto to 20, kaj se je vse en. Pa so mi pač ene ženske rekli, seveda ni vse en. Kako si čuvajo kozarce, pa jih nosijo s sabo, pa ne vem kaj. Ko smo bili mi mulci, ko smo žurali, ko zdaj ne več tok. Jaz mislim, da ni bilo tega toliko, kar je zdaj, oziroma ni bilo toliko dostopno. Fair point. Ko smo mi žurali, je bilo tega, pač jaz vem, da je bilo moraš merkati, ampak ni bilo toliko, kar da se pokrivajo kozarci. Ko si pustil kozarc, ko še vsak je bil edin strah, da ti kdo spil un pil. Ja. Pa mi smo tipi, tako da tega ful nimamo. Ampak vseeno hočem reči, tekom našega življenja smo dobili kar nekaj tuje sline. Ki je nismo vedeli in bomo iskreni, ne vedno hoteli. Unsolicited saliva. In zaenkrat smo vsi še kar relativno Tako da maybe ta oblizen jogurt ni tok. Bolj mene skrbi, kdo gostom ponuja jogurt.
A veš kdo? Jaz mislim, da je to ta oseba, ki se hoče zjutraj nikom pogovarjati. Ja. Hiper jutranji ljudje. Ja. Čeprav Ja. nek Iron je čist fajn pijača. Ne? Ja, Ajran, ja. ja, ajran je Vse super. to je jogurt, pa voda, pa Ja, ali pa skir. popr. Skir. Ali se tako reče? Ja, se reče, ja. Ja. Sam skir ni pijača, skir je Si mislil gost. kefir? Ja, Si mislil no, kefir? kefir sem mislil, stvari. Kefir sem mislil. Ja. Kefir je ležit, ne? Tako da poliš, ne poliš, karkoli narediš, ne povedal. Kar ti delaš, Ja. svojo flašo jogurta je stvar med tabo, to flašo in Bogom, in noben ga ne zanima. Ja, in tudi če je skupna flaša. Tu če je skupna flaša. Ne pa s prstom, prst je meni bolj svinjski kot rusta. To je pa Kaj res. pa pol tu bi majoneza narediš? Celo ponucaš, a vi jo šparate? To ni slovno. Okay. Ej, hvala za tvojo afirmacijo. Ja. Jaz sem bil že zdaj na tem, da se kopira, Na Podpajski obrišeš. A bi mi dva nehala delati to komedijo. Ja. Ampak zdaj, ko si pa ti afirmiral, da je kar dober joke, je pa lej. Drugače, ker smo že pri komikih, dobrih komikih, Jure Jamnik mi je začel slediti na Instagramu. Opa. Hudo. Sam povem, ni za kaj. Kdo od vaju je zdaj komik? Zakaj to? Hočeš reči, da ne en, ne drug, hočeš še biti začeti stare. Sam zanima me, kdo ti misliš. Kaj jaz vem, kdo jaz mislim. Jaz nisem Pa mislim, da vsi imamo. Jaz nisem komik. Ajde, ker smo dolgi tretje tegova, da ker pa imamo. Pa dajmo še, bom zdaj to rekel, v Pobritku danes se vrača bratovščina čarobnega prstana. To ti si storil. Penica. Penisa. Ne, zdaj probamo to tako malo spremeniti, če nas bojo slučajno povabili na majo nevidnega. Ja. Če slučajno dobimo večji odar, bolj sprejemljiv tudi za otroke. Pod prstan rata. Pol prstan rata, zelo hiter. Sem mislil, da ste planirali na ta nedeljsko mizijo, ampak Ne, smo slišali, da smo preveč pusi za tja. Ja, nismo. Lahko pa mi pridemo, mi pridemo na naslednjo oddajo, pa se gremo ali. Da popravimo vtis. Ali, by the way, ni ta igra, ki ti misliš, da je, ampak je nekaj iz bližnjega vzhoda, zdaj je full. Wow, kontroversial. ti si vmes Google. Ja. Ali. To se pravi, to je v Pobritku, pred Pobritkom pa še tretja tegoba. Inšpekcijsko ogrožena piše. Pozdravljen, cenjen možganski trust. S fantom živiva v hiši mojih staršev. Res da v svojem nastropju, a naj poudarim, starša sta kot Wi-Fi signal, prisotna tudi tam, kjer jo najmanj pričakuješ. To ni moja izkušnja z Wi-Fi signalom. Ja, moraš iti na te dva Wi-Fi šola. Veš kaj glih, v zaključkih so pogajanja. V redu. Ja. Ker imate v nekaterih sobah še vedno svoje stvari, se občasno oglasita na inšpekcijskem pregledu, izjemno. Vrata tudi spalnice zapuščava odprta zaradi mačke, ki ima kot vse mačke popoln nadzor nad dogajanjem in nič občutka za zasebnost. Ker smo odrasli, radovedni in rahlo avanturistično nadahnjeni osebi, se občasno poslužujeva limonc in drugih rekvizitov za izboljšanje razpoloženja. Zakaj se to vrača? V zadnjem času razmišljava o nadgradnji infrastrukture, morda diskretna rinka na stropu, če veste, kaj mislim, ali pa subtilna preobrazba spodnjega dela postelje v bolj pikanten dizajn. In potem je link na Instagram. Jaz bom ta link pogledal. Ja. Vprašanje pa je, kako vse to izpeljati, ne da bi se znašla v neprijetnem družinskem TED Talku, kaj točno je to nastroj. Ne morem tega. Hvaležna sva za vsak nasvet, ki bo pomagal ohraniti zasebnost, dostojanstvo in družinsko kosilo brez zadre. Lep pozdrav in hvala za intelektualno podporo. Jaz bi zdaj do konca prebral, ker jaz nisem čištekel, kaj hočeta s tem povedati. Jaz imam Rinko zunaj na dvoriš v škarfi, notke imam za jermene za roke. Ja. Ful lažje delati spadne korake, če se lahko primeš. Okay. Hvala inšpekcijsko ogrožena za vprašanje in s tem vprašanjem in s tem, kaj ga je Tomič mogel prebrati, je lihkar zgubil nedolžnost. Čestitke, Tomič. Ja. Ne razumem, zakaj si ti, koliko si star? Zakaj tebe toliko sram? Ljudje seksajo ljudje. Ne, samo temu, da sem že prej prebral in bilo tako, starši ima težijo, sem rekel, to je taka tegoba, kako se, pa se pa sam stopnjuje. Pa stopnjuje in zdaj smo pri gradbenih delih na koncu. Lahko, jaz vem, kako to skrit. Jaz vem, kako to skrit. No, daj povej.
Stopite z mano. Zato, ker jaz tudi hočem v spalnici, v strop, prvijačati. Zdaj, ali rinko, Okay. ali pa eno štango, ampak moj. Ti bi dal Zasušiti peril. ja. Ti bi iPad gor obesil, ti bi lahko ležal pa gledal, le kako je to dobro. Lego kocke. Ja, jaz sem mislil za snemati se. A ja, Ne, okay, jaz bi to to šval, da Jože to rekel. Pizda, ti imaš lega. Zelo v mestu plezalnem pasu, v 5 gor. Ampak brez majice. Telefonom. Ja. Mission Impossible. Dan. Tako da ima gledal kamer. To je pa tisto, gre seksat, Jože, da sem že poklical. Kje pa je zdaj? Alo, Jože, Jano se uvršil. In se strop odpre. Že vem, kaj bo naslednje tekmovanje metava pa godne. Ne, in pazi, in pa ste zgornji sosedje, en zvoni kaj, fakt spet boste seksali. Joco je prišel, da se spusti čez strop. Ja, kar izvolite. Pa sam škrip, dokler se dvigne. To je to. Ne, jaz bi si res dal, zato, da bi se lahko obesil zaradi hrbtenice. Da bi se lahko besil. Ne, Zaradi da bi se lahko hrbtenice. obesil zaradi hrbtenice. Se vse milijonar ni bil tako slapan že. Da bi se lahko, da bi se lahko pač vsak jutar, a veš, za 1 minuto, da bi se pač raztegnil, ne, in bi Ti daješ primer izgovora. izgovora, zakaj so rinke Cool. v Mi spalnici. imamo tudi doma rinko. Ja, Rinki. Mi rinki. imamo 4 rinke. Šporke tu. Se pravi, ta se mora uravnotežiti. Instagram reel, ki ga je poslala, ki ga bomo dali V zapiske. v zapiske grejo. Okay. Za tiste, ki ne bi klikali, je pa, kako bi to opisal? A veš tisti, ki so v srednjem veku, Ja. so zapornike tako dali glavo skozi dilo, pa roke, pa da folk metov. Kaj? Klada. Klada. Okay. Ja, ko nisi A smo, Ja. čakaj, smo milijonarji? a smo obogatili življenje zdaj vsem, s tem, kar smo to povedali? Jaz mislim, da smo. Okay. Se pravi, in pa je folk noter metal te paradajze, pa kamne, verjetno. Največ. Ali pa drag tudi, največ, ki je bil posod drag. Glavno, to je bilo, ampak zdaj se je pa to skozi leta se je to transformiralo v spolno igračko za ljudi, ki se radi malo zvežejo po te stvari. Okay, hočeš reči, rinko smo že najdli izgovor. Kako najdeš pa za to izgovor? Zato rabiš tudi en izgovor, exactly. Renesančni sejem. Je pa to ukomponirano v, je pa to ukomponirano v poslo. V poslo, ja. Se pravi, izgovor rabimo za ta del specifično. Igrača za mačke. No, za muco. Ja, če po eni strani daš eno grobo površino in rečeš, to imajo mačke za praskati, pa da skačejo skozi luknje. Prosim, če je med potencialnimi naslovi igrača za muco. Sam zato, ker je to citat Saša Stareta in bi rad, da je vmes. Za mačko, ja, kaj luknja pa neki, daš eno škatlo tam, da kao zgleda, da ne to lizejo čez. Prav, 2 kamuflaži smo najdeli. Dejansko smo reči 2 kamuflaži najdeli. Sem reči za nastropu, mi imamo, in to se vedno pri nas sprašuje, a to imate za... Pa Joco mora reči, žal ne. Kroge. Sem probil, zato je bilo postavljen, ja. Zdaj se pa igra. Enkrat me je zvezala, ni to... Kroge imamo gor. No. Ja. Kroge, ja. Kroge, pač gimnastične kroge. Štekam, ja. Ja. No, to je ful dober. Ne, high five. High five je hot, zdaj, in noben mu ga ni dal, samo tako da vemo. No, to je zdaj, mislim, da smo rešili, kako to zakriti. Ker to je pogovor, koliko kingi pa ti seksaš? Gimnastični krogi. Mislim, da je konc debate. To je hujška limonca. Jaz mislim, da je kar velik debate še odprte, glede na to, kako ljudje seksajo. Ampak jaz imam alternativo temu, da sploh skrivaš. Jaz mislim, da rabaš, da je one do enkrat ti noter uletito. Ja. Pa ne nehaš. Si ti nor. Ne, zato, ker bosta nehala noter hoditi. Si daš gimp masko, ja, se ne veš, če si ti. Ja, kdo sploh je to? V bistvu, veš kaj narediš? Trdiš, da si nekomu, da si Airbnb kao dal, imaš masko, enega dno tudi in pol noče več. V bistvu začneš razlagati, da Airbnb dajes in da... A greš lahko gor pogledati, če so rože zalili? Ja, zanalaš v bistvu. Ja. Zanalaš. Ja. Ne, hočem reči, da ti ne boste nikoli več prišla, brez da bi potrkala 6-krat. Ne boste noter prišla nikamor, vsako... Naprej, a ste prepričani? A ste vsi oblečeni ali pa slečeni, odvisno kako ste. A veš, ne? Tako, jaz sem oblečen, sam je vse ta pomembno izrezan. Za razliko od Joca to vi hodaj. Ja. Mislim, to je šok terapija, ta star, ne?
Ja, to je res. Ja. Se pravi, evo, dali smo dve opcije. Dali smo kamuflažo ali pa all-in. All-in. Da tašča uleti noter, pa si res v ledru, da se te ne vidi. A si predstavljaš? Ne, pa da tašča reče, koliko sta vidva vanila. Ja, lihto sem, da tašča prije pa reče, kje sta pa tu bila? Ja, mi imamo malo drugače. Ja. Kaj niste rekli, bi posodila Rinko? Ja. Zakaj sta ta pocen model kupila? Ja. Če imamo sobo za to v kleti. Pralno sobo za to v kleti. Ja. Vse je v epoksiju. Pa štrajfik se je tako del. Štrajfik je kar del. Del se rado, kad so biči, pa vse to je pa tudi štrajfik. Kerhar ugrajen noter. Ja, a veš, kaj rečemo, da gremo ta rok špilat? Parkside. Ok, to je to. Zdaj bomo šli pa z... A veš, kaj rečemo, da gremo ta rok špilat? Ja. Ni pa gat, je pegat. Ja. Je pa 4. A veš, zakaj imamo toliko visok račun za vodo? To je dobro. Kerhar, oziroma Parkside. O glavnem. Zdaj pa reči na hitro adijo za Stonkerjem. Adijo. Čau, folk, ajde. Adijo. In zdaj gremo z patentiranim, blagovno znamčno zaščitenim zvočnim efektom v pobrite, kjer bomo nadaljevali bratovščino čarobnega penisa. Alright, pižamc, penisi, let's do it. Ja, evo, imamo, vsi ste dobili svoje like, pač, ki so taki, kot jih poznamo, v glavnem jaz bi kar...